Ta video raziskuje ključno koncept oblikovanja socialnega modela intervencije, okvirja, ki ga uporabljajo organizacije socialne ekonomije za reševanje izzivov in ustvarjanje trajne vrednosti v sodelovanju s skupnostmi. Socialni model intervencije usmerja, kako organizacije prepoznavajo, pristopajo in rešujejo družbene probleme, pri čemer upoštevajo specifičen kulturni in ekonomski kontekst. Gre za dinamičen okvir, ki se razvija skupaj s potrebami skupnosti in vključuje povratne informacije iz resničnega sveta. Zagotavljanje, da intervencije ostanejo relevantne in učinkovite skozi čas. V nasprotju s tradicionalnimi pristopi se socialni model intervencije osredotoča na trajnostne, dolgoročne spremembe, pri čemer postavlja ljudi in skupnosti v svoje jedro. Ta model je usmerjen v kontekst, kar priznava, da rešitve, ki so učinkovite v eni skupnosti, morda ne bodo delovale drugje. Na primer, reševanje negotovosti glede hrane zahteva različne strategije v podeželskih in urbanih okoljih. S prilagajanjem intervencij specifičnim realnostim skupnosti organizacije zagotavljajo relevantnost in učinkovitost. Sodelovanje je osrednjega pomena, vključuje skupnost, deležnike, kot so vlade in zasebni sektor, ter samo organizacijo. Ta integrirani pristop gradi podporno omrežja, ki ohranjajo vpliv tudi po izvedbi. Prilagodljivost je ključnega pomena. Ko se okoliščine spreminjajo, kot so spremembe v lokalnih ekonomijah ali dinamiki skupnosti, se mora model prilagoditi, da ostane učinkovit. Participativno angažiranje je še ena značilnost, ki daje prednost glasovom skupnosti, da odkrijejo temeljne vzroke in praktične rešitve. Skupnosti so aktivni akterji z dragocenimi vpogledi in viri. Vključitev skupnosti od začetka zagotavlja, da so rešitve relevantne in trajnostne. Pristno angažiranje pomeni stalni dialog, ki temelji na zaupanju, ne le občasne povratne informacije. Na primer, tehnološka pobuda bi sprva lahko domnevala, da je digitalna pismenost glavni izziv, vendar bi povratne informacije deležnikov lahko razkrile globlje težave, kot sta dostop do interneta in njegova dostopnost. Vključevanje skupnosti povečuje učinkovitost in sprejemljivost. Gradnja zaupanja zahteva prisotnost, poslušanje in preglednost. Zaupanje spodbuja sodelovanje in spodbuja skupnosti, da prevzamejo odgovornost za rešitve, kar ohranja intervencije, tudi potem, ko se organizacija umakne. Na primer, program zaposlovanja mladih se lahko razvije od usposabljanja za veščine do vključevanja mentorstva in mreženja na podlagi povratnih informacij skupnosti. Oblikovanje socialnega modela intervencije pomeni prehod od metod od zgoraj navzdol k sodelovalnim, skupnostno usmerjenim pristopom, ki poudarjajo zaupanje, soustvarjanje in trajnost. Zaupanje ne le krepi trenutne napore, temveč postavlja temelje za prihodnje sodelovanje. Trajnostni vpliv izhaja iz opolnomočenja skupnosti, da ohranjajo in širijo rešitve, kar ustvarja dolgotrajen, pozitiven učinek.